Pa naj omenim še nekatere. Štefan Steiner, ki je zavestno hodil svoja pota, med prvim je odšel na študij katehetike, na to moralke v Rimu. Marjan Smolik, ki je v času koncila in študija na liturgičnem inštitutu v Parizu spremljal odmeve na koncilsko-liturgično dogajanje in prenovo v Evropi. Ne smemo pozabiti Franca Perka, pa Antona Strleta, ki sta poglabljali eklezialne dimenzije cerkve, ništo samo za neko prakso, ampak kaj so teološki in eklezialni veliko temelji prenove cerkve. To je tisto, kar je tudi koncil hotel postaviti. Potem še nekatere druge naj omenim. Desenjaka, liturgičnega strokovnjaka in ekumenskega delavca, Gašparja Rudolfa, vse lepo pozdravlja, kateheta, prodornega misleca in tudi kritika naše pastorale, pa še marsičesa. Lahko bi končal z imeni, pa ne bom. Zakaj ne? Ker bi moral omeniti vsaj na kratko Lešnika, Pangerla, Podbersiča, potem tiste, ki so skoraj za vsako številko sami pisali ali pošiljali prispevke, ali pa vprašanja. Vilko Šolinc, SZ ali ZS, slavna Zdenka Serajnik ali Silvo Zorec, kjer se boste spomnili. Jože Vidri, tudi ne bi smel pozabiti Marjana Smrketa, ki je gotovo naredil na 100.000 kilometrov, ko je slikal slovenske cerkve, obnove ali nove gradnje in podobno. In potem tudi mnogih drugih, ne nazadnje lajkov, tudi tu navzoče Ljudke, Nežič in Petrivkevi, ki je tu. Pa Velika Klevišar, pisma našemu župniku, poglejte, še danes so vredna branja. No, to pa res bom končal. Kogar kaj več zanima imena, pred leti je Edo Škut pripravil 25 let cerkev sedanjo svetu, gospod direktor in urednik, morda bi pa treba zdaj naslednjih 25 let tole urediti. Ta in druga imena govorijo ljudi, ki niso začeli z niča. Živeli so v težavnih razmerah, se združevali, da delovne ekipe načrtovali rast cerkve. Že prvo leto izhajanja so zaznamovali naslednjo usmeritev. Sledili so koncilju, ki sta jo rekla dva pomembna kardinala, tedaj Montini in Sünes, izrazila sta jo z besedami Ecclesia ab intra in Ecclesia ab extra. Kaj je cerkev v sebi, to določa tudi njeno delovna usmeritev. Poleg pastoralnih, liturgičnih, katehetskih tečajev, katerih začetki sodijo prav ta leta, je revija prispevala pomemben delež pri prenovi pastorale. In zdaj nekaj takih poudarkov. Koncil je opredelil cerkev kot vesoljni sakrament odrešenja, ne institucijo, ne popolno družbo. Cerkev je vesoljni sakrament, znamenje odrešenja. Torej, pustimo sociološke definicije, ki jih še danes nekateri radi ponavljajo, zlasti sociologi, religije in podobno. Upoštevali smo načelo, dobra teorija je pogoj za učinkovito prakso. Ali iz teorijo prakso, iz prakse v teorijo. Drugič, revija je sledila koncilu in sicer v vzajemnem dušnem pastirstvu. To je bil naslov že leta 1967. Pastoralnega tečaja, ki so ga organizirali ravno Tiho, Steiner in Smrkov. Takšno usmeritev so dopolnjevali pastoralni tečaji, ki so prehajali iz individualizma, reši svojo dušo, tipično individualizem, graditvi občestva. Tretjič, revija si je prizadevala, da bi svoje programe vključevala vsa področja. Trojno poslanstvo, vemo, oznanilo, bogoslužje, služenje in še eno, ki morda je bilo manj poudarjeno, vendar navzoče,
Prvo je koinonija, občestvo, ki gradi samo sebe. Kristus smo skrivnostno telo. Razen začetnih številk so bile vse naslednje številke tematsko zasnovane, nikoli pa izključno. Področni uredniki so prihajali iz raznih geografskih in strokovnih področij, prav tako tisti, ki so ad hoc izbirali svoje sodelavce. Vsako leto tako smo naštevali 80 do 90 sodelavcev, s približno 110-120 prispevki ali tudi več. Četrtič, ekleziologija je osnova prenove bogoslužja kot udeležbe vsega verujočega občestva. To področje nam je bilo najbolj domače, se zdi. Zanimivo je, papež Benedikt v svoji knjigi Iz mojega življenja govori, sploh mi, Slovenci rečemo, če govorimo o koncilu, da je prenova bogoslužja kot prvo. Ne, je ekleziologija, je to skupno delo, tisto, kar je najpomembnejše. Morda smo od te prenove preveč pričakovali, pa premalo storili, domači jezik, obredi, prenova prostora in podobno. Tako so delali tudi drugod po svetu. Vemo pa, da so se dogajale tudi velika odstopanja. Predvsem poudarek na zunanjosti, ne pa na notranji prenovi. Petič, evangelizacija, pridiga, kateheza, mediji je bila vedno pomembna tema, vendar nikoli dovolj poglobljena. Premik od kateheze otrok k katehezi odraslih je bil še kako zahteven in je še. Podpirali so ga teološki in katehetski tečaji, Pavel VI z apostolsko spodbudo o evangelizaciji. Usporedno so si kateheti prizadevali za prenovo katehizmov po vzoru evropskih, holandski, nemški, italijanski in podobno. In še šesta, družbena razsežnost evangelija, socialni nauk, caritas, mediji, o tem skoraj nismo smeli pisati, ne da bi nas doletela obsodba, da se vtikamo v politične zadeve. Brez študije katoliškega cerkvenega družbenega nauka pa ni mogoče stopiti pred javnost. Gre za nevralgično področje slovenskega krščanstva, zaznavno na družbenem političnem življenju tudi še danes. Nekdaj je evangelij uspel preoblikovati poganske navade in poznatih vas družbe, danes na videz krščanska družba gre v novo poganstvo. Za sklep, pastoralna revija je imela in ima svojski značaj, strokovni, ni strogo znanstvena, čeprav gradi na znanstvenih osnovah, ne pa na prakticizmu. Njeno področje je obsežno in raznovrstno, je odsev Božje dejavnosti in pristopa k človeku, pa tudi navzočnosti in delovanja v svetu in za svet. Tudi pastoralna konstitucija ni naslovljena cerkev in svet, ampak cerkev v svetu, cerkev za svet. Hvala lepa. Hvala gospodu Rafkotu, tudi prejšnjega urednika, katerega sem jaz prevzel krmilo tele revije, gospoda Petra Kvaternika, prosim za besedo. Lepo pozdravljam tudi še ostale, ki še nisem, pa imam tudi pripravljeno nekaj, sem skoval skupaj, ampak verjetno ne boste žalostni, če ne bom vsega bral. Bi samo povzel nekaj glavnih točk, sicer je pa v tistem brošuri je na voljo, tudi to mislim, da bolj všeljeno. Jaz sem prevzel revijo leta 2000 s prvo številko, se pravi na začetku novega tisočletja, in od magistra Janeza Pogačnika, ki je bil župnik v Trnovem in se veliko na tem področju tudi bavil z raznimi kulturnimi in drugimi zadevami. Rad bi rekel, da se mi zdi, da podprem svoje razmišljanje s tem, kar smo že slišali, da
je ta revija bila nekako sama po sebi nujna posledica tistega, kar je koncil začel. V tej pastoralni konstituciji Cerkve v celem svetu, tukaj omenil tole izkušnjo, namreč, ko sem prejšnje leto predaval, sem vsako leto vsem svojim študentom v 5. letniku dal kot obvezno prebrati pastoralno konstitucijo, potem sinodalni tekst in še kakšna stvar se je našla. In o tem je moral vsak izpit narediti osebno pri meni. In na koncu sem zmerno vprašal, kakšen je tvoj vtis, kaj je to, ta star dokument. Vsi so rekli, da so bili presenečeni na tem, kako je sodoben. Sem rekel, kaj je najbolj v drugem delu, katere vprašanje. Ja, vse je aktualno, družina, mir, sodelovanje med narodi in tako naprej. Tako da vidim, torej sem videl izkustveno, da je to res nek material, ki ga velja še in še lahko desetletje obdelovati. Zdi se mi, da je, tako kot je bilo že rečeno, ko je nastajal počasi iz raznih okruškov in tistega, kar je odletelo, ko so drugo klesali ven, potem pravzaprav bil nekako najbolj priljubljen tudi kot ta mali otrok, ki so se vsi z njim ukvarjali pri velikih teh konstitucijah, so pač teologi par excellence sodelovali. Tukaj je bil vsak imel nekaj zraven in so čutili to res kot svoj delež, ki je ravno tako dragocen kot pri drugih ljudeh. Pri tem bi še to omenil, profesor Culener nas je enkrat, ne vem, tega leta peljal do kardinala Königa, povabil na eno večerjo in smo potem se tam pogovarjali lahko in najbolj sem se zapomnil to, ki je rekel, takrat je bil že tudi preko 90, mislim, da je imel König, je rekel, še danes vidim, da ljudje v cerkvi ne razumejo, kaj je koncil hotel povedati s to encikliko pastoralno. In to se mi zdi, da nas nekako izziva, da tudi naprej še zmerom na tem področju delamo. Rekel bi pa, da je tukaj zdaj seveda po eni strani ta vsebina bila bogata, te pastoralne konstitucije, ki je vabila k ustanovitvi te revije, po drugi strani pa ta slovenska neka čudna skepsa, da ne znamo stvari pripeljati do konca. Če greste pogledati vse te razne prenove, zbori, plenarni in ne vem kakšne vse, smo Slovenci, po mojem mnenju, dobri improvizatorji, kar na hitro nekaj zmašimo in dobro steče uspeh v redu, tisti dan ploskamo, drugi dan še, potem pa kar hitro pozabljamo, s pospešeno hitrostjo nazaj gremo, da bi imeli prostor spet za neko drugo, bolj tako, se mi zdi, naša pastoralna je zelo nekako polna teh raznih praznovanj, obletnic in tako naprej, tako da do vsebine pravzaprav potem ni več možno priti. Potem, torej, komu je namenjena, seveda na začetku so bili duhovniki, tiste uredništvo, če pogledamo prvo številko, ki so bili res eminentne osebnosti takrat na tem cerkvenem področju, vsi po vrsti in so bili res, takrat jaz imam občutek, so imeli to za čas, ali pa če hočeš nekako nekaj za njih koristnega, če bodo pisali, drugače pa zdaj moraš loviti ljudi. In tukaj seveda je potem vprašanje obstoja revije, oziroma ko je pač premalo naročnikov. Tako da smo v tem času tudi že poskušali s tisto akcijo, ki smo preko škofov tudi hoteli speljati vsaj 2 številki revije na vsako župnijo. Smo rekli, eno za župnika, eno pa za člane župnijskega sveta, tajnika recimo župnijskega sveta
oziroma jaz sam ne vem, na župniji sem to prakticiral, da sem potem dal njim, ki so pripravljali temo za naslednjo sejo Evropskega sveta kot literaturo. In so predihali, pa če bi to zvezan letniki še druge številke malo pogledali in tako naprej, in so se na ta način nekako približevali tistemu, kar naj bi revija dosegla. Tako da na tem področju bi morali zagotoviti reviji izhajanje zaradi nje same, iz njenega poslanstva, iz njene vsebine, ne pa zaradi nekih eventualnih stroškovnih razlogov in tako naprej. Potem vemo posod, to vprašanje naročnikov ali pa števila upravičenosti, ki pa ne bi jo pravzaprav morali prerast v tej zavesti poslanstva, kaj je pred nami, ne kaj nas bremeni, ampak kaj je pred nami, neko previharjanje viharjev je potrebno. Treba je iti naprej in se ne ustavljati, kar je pa nevarnost, da nas mislim, da nekega tradicionalizma, nekih janzenističnih pristopov, nekega poigravanja s tistimi pietističnimi starimi oblikami vernosti, današnji človek potrebuje nekaj, kar bo njega nagovorilo konkretno tej situaciji, v kateri se zdaj nahaja. Naši ustanovitelji revije so zapisali v tistem lističu, ki so ga priložili zraven, da se je vsak lahko naročil, tole pomaga reviji in revija bo pomagala tebi. Da bomo znali prav in zvesto slediti cerkvi, služiti cerkvi sedanjem svetu. In tukaj bi ponovno povabil, ker je pač ta preimenovanje dejstvo, da bi res gledali, da ne ostanemo zgolj pri nekih eklezioloških splošnih vprašanjih, ampak v pastoralnih, kar jaz mislim, je razlika v teh dveh naslovih, ali je cerkev v sedanjem svetu, ali je cerkev danes. To ozadja so neka druga. Torej, bom sklenil, pa vas povabim, da potem, če bo še kakšno vprašanje, lahko individualno ali pa potem skupaj, če bo kakšen predviden čas za to. Gospodu Petru bi še se zahvalil za tisto izjemno pogumno dejanje, da je naredil izbor 10 člankov. Tisti, ki smo malo vednika, vemo, kako je to težko. Za 50 let nazaj reči 10 teh, pa bi bilo the best. Vrh, ne? In to, kar je potem išlo pred dvema številkama v prvi letošnji številki, res hvala lepa za to delo, ki si ga opravil. Je treba, kako pa sem hvaležen, ko sem nekaj. Lahko nehvaležno, na koncu smo hvaležni. Zdaj pa bomo nadaljevali z drugim delom dopoldanskim, to pa je naš gost, profesor Pavel Culener iz Dunaja. Strokovna javnost ga pozna. Naj samo povem, da smo se v naši pastoralni refleksiji, tudi v dokumentu Pridite in poglejte, zelo naslonili na njegovo raziskavo vernosti v srednjeevropskem in slovenskem prostoru. Pa ga povabim, da nas pregovori danes najprej o migraciji.